2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankracij in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s Poscano Zofko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas. Ja, dober dan. Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi. Ja, naj na začetku še enkrat, kot v prejšnjih intervjujih, poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si, glede na izkušnje z vremenom, potem nekako izmislili ali pa tudi ne, določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že od nekdaj z navodili, takrat s pregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne. Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj. Zelo stari, ne. Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis. Ja, jaz sem zdaj tu nekako 4 ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje, zdaj glih časa nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala. Aha, to je... Ja, ne, aha, tu mislimo na Zofko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste imeli. Ja ne, samo pač pravim, zelo No ja, pravi. kreativno, ja. Če Pankracij napija, Zofka pa itak svija, bo fejst mokro. No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi sem malo drugačen konec pričakoval. Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne. Dobro, ja, lahko nadaljujete. Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Pa vem, da ne boš zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Če je ful rož že, ko so ledeni možje, to pomeni, da bo pol pekel. Oziroma ne bo okej, kot piše v starih zapisih. Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski. Dobro, ja, dalje še imate enega. Enega imam, če nas malega travna ne bo dež possal, ti bo rožnika poštar babošgal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak pač Ni, taki. mislim, po moji meri. To je en zelo starih zapisov. Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari. Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tako reklo. Zdaj pa grem delati. Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe. Digitalno zobozdravstvo VBO.